Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v še eni epizodi Beletrine v živo. Danes govorimo o tej zajetni knjigi Rasputin, Vera, oblast in zaton Romanovih, avtorja Douglasa Smitha. Z menoj pa Ana Crgol-Paradiž. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Čisto za začetek prvo vprašanje, kako je šlo branje te zajetne 800-stranske knjige? Kljub temu, da imamo opravka z 800 in več stranmi, je branje kar hitro potekalo. Presenetljivo hitro. Jaz sama nisem zelo hitra bralka, moram priznati, ampak ta knjiga je kar stekla, ker je tako napisana. No, saj to se mi zdi pomembno, da izpostaviva, ker ko bralec prime knjigo in vidi 800 strani, se prestraši, ne? Ja, absolutno. Ampak ta knjiga kar teče, ne? Douglas uspe, ni čeprav je zgodovinsko delo, raziskava, vseeno piše na en tak način, da se lahko bere zelo lepo, zelo berljivo. No? Zato, ker je zelo osredotočena na dogodke, ne toliko na neke opise stanj, ampak na dogodke, tudi na kontekst, ki je pomemben, ki je zanimiv in ki je izzivalen hkrati, no? Na številnih mestih. Zdaj, omenili ste kontekst in nekako s tem kontekstom začne tudi avtor v tej knjigi. Namreč začnemo v Rusiji, konec 19. stoletja, potem se bližamo prehodu v 20. in zdaj to je obdobje, ko so po celem svetu, pa predvsem v Evropi in Rusiji, prevladoval ta misticizem. Tudi na dvorih so imeli ogromno nekih prerokovalcev, vsevednežev, tako. Vsevednežev, pa me zanima, zakaj je bila ta navdušenost nad misticizmom v tistem času? Kako to paše v zgodovino? Ja, po eni strani je 19. stoletje, že 19. stoletje, ne samo prelom, čas sekularizacije, racionalizma, pozitivizma, novih posvetnih ideologij. Po drugi strani pa imamo kontraučinek tega, ki se kaže na številnih področjih sveta, ne samo v Evropi, naprimer tudi v muslimanskem svetu, že v 19. stoletju v Ameriki, ne, s temi številnimi sektami, ki tedaj prosperirajo. In seveda evropske elite, tudi srednje sloje, so privlačile razne smeri okultizma, misticizma, ki so bile hkrati odgovor na te negotove čase. Nam pa avtor lepo pojasni, da je bila Rusija v tem kontekstu še posebej nekako naklonjena tovrstnim smerem, zato ker se tu te spremembe po letu 1861 po odpravi tlačanstva zgodijo zelo hitro, praktično čez noč, ne. Se ta kmečka družba mora spremeniti, mora modernizirati in to naprimer tudi pripadnika višjih slojev elito straši. Straši in zato iščejo odgovore drugod kot v tej cerkvi, pravoslavni cerkvi, ki ni več zmožna ponuditi tovrstnih odgovorov, išče jih v misticizmu, v hipnotizmu, zelo popularna je v Rusiji tudi denimo telepatija, pa cele katedre, celi študiji se formirajo v povezavi z raziskovanjem teh okultnih praks. Celo avtor periodnega sistema je vključen v tovrstna skorajda znanstvena raziskovanja. In celo recimo telepatija je zelo priljubljena med ruskimi psihiatri, ne, kar ne velja toliko za kontinent, za evropski kontinent v tistem času. No in prav s tem kontekstom začne tudi avtor, ne? Cesar in cesarica v takratni Rusiji sta namreč s pomočjo raznih mistikov kontaktirala svoje prednike in tako naprej. In to še bistveno prej, preden sploh pride do Rasputina. Zdaj, Rasputin kot tak pa prihaja iz tistega najnižjega sloja, iz Sibirije, je v bistvu kmet, potem pa se on odpravi na čudežno romanje. Ampak tako kot reče avtor, prvih 30 let življenja ne vemo nič, razen tega, da je romal. Potem pa mu nekako uspe ta prehod do cerkve, ki ga počasi pelje vedno višje. Pa me zanima, glede na to, ko ste prebrali knjigo, pa čas, kaj mislite, kaj je tisto, da je Rasputin postal tako zanimiv
sprva za srednji sloj, potem za cerkveni sloj višji. Je bilo to, mislite, da mogoče načrtno delovanje ali je bilo to res to obdobje misticizma in je bil Rasputin tako poseben, da je vse očaral na nek način? Ja, vsekakor je bila po eni strani to stvar naključij. Naključij, da je tudi pri samem cesarskem dvoru, v carjevi družini, naletel na plodna tla. Sam car in njegova soproga sta že prej iskala tovrstna znanja. Prvič zaradi, kakor pojasnjuje avtor, carjeve negotovosti, ženine nekakšne osamljenosti na dvoru in hkrati njune težave, da nista imela še moškega potomca, kar je praktično veliko vplivnežev v tistem času v Rusiji skrbelo. In to jih je napeljalo tudi na pot misticizma. Potem, ko se je ta čudež končno zgodil, rodil se je Aleksej, torej moški prestolonaslednik, se je kmalu pokazalo, da trpi za to boleznijo, hemofilijo, na katero pa uradna medicina tedaj še ni imela odgovora. In zato je pač tudi ta par iskal odgovore drugod, v misticizmu, in ni naključje, da je že pred Rasputinom v njuni bližini deloval podoben zdravilec, ki so ga potem tudi zaradi skrbi, kako bo to delovalo na njun ugled, kajti bil je iz tuje države, odslovili. In tako da je Rasputin na eni strani padel na plodna tla, po drugi strani pa imamo tu opravka s človekom, ki je bil očitno, kar je zelo zanimivo in nenavadno, ko beremo njegove opise, zelo karizmatičen. In to mu ne priznavajo samo njegovi privrženci v tistem času, ampak celo njegovi nasprotniki. Kar je po svoje zanimivo, glede na to, da ni bil posebno dober retorik, kar bi za nekoga, ki se uveljavlja ki se tako vzpenja, ki se tako uveljavlja v javnosti, bi skoraj pričakovali. Ni bil dober pisec, komaj da je znal pisati, ni bil izobražen. In ni bil niti posebno čeden. Hkrati pa mu je nekako uspel ta domet in mu je pač nekako zrasla ta fama, ne samo zdravilca, tudi ljubimca in tako naprej, kar je po svoje nenavadno. Nekako avtor izpostavlja to njegovo moč pogleda, zelo presumljivega pogleda, ki je mnoge očaral, dejansko pa je njegov misticizem do določene mere res težko razložil. Čeprav avtor v knjigi vsa mišljenja, vse zgodbe, ki jih imamo o Rasputinu, zelo dobro podpre z dokazi, da bralcu vedeti, to se ni nikoli zgodilo, to pa se je zgodilo. Tega dela, kako je očaral ljudi, pa mu v bistvu ne uspe pojasniti. Verjetno tega ne bomo nikoli zares vedeli, kakšen je ta pogled Rasputinov. To ostaja nekako zgodovinski misterij, ki mnoge privlači, prav zato, ker imamo tu resnično vzpon človeka iz dna. In skozi zgodovino še danes, še v modernih časih nenehno ljudi privlači ta zgodba nekoga, ki je bil običajen, ki je bil mogoče celo na obrobju in je tako uspel v življenju. Sploh iz Sibirije, ki je sploh veljala za obrobje takratnega dogajanja. In v Rusiji, ki je bila sploh v nasprotju z nekaterimi drugimi državami v tistem času težko, ljudje so težko splezali po družbeni lestvici. No, Rasputinu je to uspelo, preko cerkve je prišel do dvora, do carja, cesarice in se potem nekako ostal v povezavi z njima skozi celotno svoje življenje. Vse do smrti. Vse do smrti, tako. Čeprav je potoval nazaj v Sibirijo in drugod po Rusiji, je ves čas nekako bil na dvoru prisoten. Na nek način je tudi svetoval carju, kaj naj počne, podal mu je svoje mnenje, sicer nikoli direktno, vedno nekako z majčkenimi ovinki, ampak zakaj mislite pa, da ga je car in cesarica, da sta ga tako poslušala? Izvira to iz tega, kar sva že omenila, ta misticizem, ali sta mu dejansko zaupala v njegove sposobnosti? Zdaj, kako to, da je bil eden najvišjih po carju, kar se tiče svetovanj?
Ja, delno to izvira iz tega, kar smo že, se pravi, tale par je iskal tovrstne zdravilce. Po drugi strani pa avtor tudi neposredno pove, da je bil Rasputin nekako pristen v svojem delovanju, v svojem obnašanju, kar je nekaterim res šlo na živce. Očitno pa je carju to prijalo, ker je bil eden redkih, ki so imeli to možnost, no, da so mu stvari povedali, tudi ko se jim je zdelo, da car ne gre v smer, katero bi lahko šel. V bistvu se ni bal povedati svojega mnenja. Tako, drži, ja. Evo. Kasneje, ne, oziroma niti ne kasneje, zelo hitro z vzponom Rasputina na dvoru, so se začele širiti govorice. Tako da na nek način bi lahko rekli, da za celotno famo o Rasputinu so krivi takratni mediji. Mogoče medijski umor, predtem je lahko Marija Antoaneta v Franciji, potem pa Rasputin. Vemo, karikature, obtoževali so ga vsega živega. Zdaj, kaj je bil tisti moment, da se je zameril duhovščini in ljudem in da so ga začeli izkoriščati v to smer, kako slabo vpliva in Rusija propada zaradi njega? Ja, dejansko se je ta gnev proti njemu začel postopoma, bi sama rekla, ker v začetku njegovega vzpona je nekatere pomembne, eminentne osebnosti, ki so bile same zelo vprašljive, kakor beremo v knjigi, in še bolj bizarne, kot sam Rasputin, je imel na svoji strani. Potem pa z nekaterimi potezami, ki so bile lahko resnične, lahko so bile plod preprosto teh laži, pa so se ljudje tudi, oziroma del ljudi nekako oddaljil od te njegove figure, javne ali zasebne, kakorkoli. In te govorice so verjetno počasi spodkopavale celotno rusko vrhovno oblast, ne? Ja, absolutno. Je zelo zanimivo, kako pravzaprav avtor nameni veliko časa skozi celotno monografijo temu razkrinkavanju teh tako imenovanih fake news, lažnih govoric, lažnih novic, ki so še danes zelo aktualne. V bistvu lahko to njegovo strategijo kar uporabimo v današnjem času, ko je tako veliko tega. Pravzaprav avtor ne sledi toliko prepričanju, da je vsaki laži nekaj resnice, ampak da je vsaki resnici nekaj laži. In tudi pojasni, odkot izvira ta laž. Zakaj se je nekaterim dejansko splačalo, da so razširjali tovrstne govorice, ki posebej izbruhnejo potem pravzaprav po njegovem umoru in po propadu, se pravi po revoluciji, kot tudi, ko govorijo o tem, kako praktično imamo tu opravka z pornografijo v povezavi s tem odnosom med Rasputinom in carico. V bistvu lahko trdiva, da skoraj ni bilo človeka med višjimi sloji, ki ne bi imel vsaj neko korist od Rasputina. Pa naj bo z govorico ali pa neposredno z njegovim stikom. Ja, drži. Tako v bistvu tisti, ki so mu bili nenaklonjeni, kot tisti, ki so mu bili praktično tudi naklonjeni. Hkrati pa so se ga tudi bali. Hkrati so, po eni strani res, da so imeli od njega koristi, hkrati pa jim je lahko tudi škodil. Zelo hitro se je to spremenilo. Koliko je bilo to plod njegovih namernih ravnanj in koliko spet rezultat naključij oziroma teh lažnih govoric, pa je vprašanje. Se prav, te govorice se mi zdi, da so tista stvar, ki knjigo nekako še poživijo. Ker zagotovo vsak izmed nas pozna vsaj eno govorico o Rasputinu. Me pa osebno najbolj navdušila ta, da obstaja o njegovem umoru 6 različnih verzij, kako so ga umorili. Ena izmed teh, da je spil ne vem koliko strupa, pa mu ni bilo nič, potem se je celo spremenil v satana in tako dalje. Zdaj, kako, glede na to, da je toliko teh govoric, Douglas Smith kot avtor je moral te govorice raziskati. Kako priti do teh dokumentov, da zvemo, kako so ga v resnici umorili? So bili neki ljudje, ki so raziskovali že za časa Rasputina njegovo življenje, ga popisovali, ali se je vse to začelo šele po njegovi smrti? Ja, avtor njegovo raziskovanje temelji na res številnih
izčrpno raziskanih virov, od spominov, naprimer zelo prominenten je v knjigi, denimo so spomini njegove hčerke, ne? Pa tudi raznih dokumentov, ki so končali v arhivu, v raznih arhivih, ki so se izgubili, ki so se ponovno našli. Tako da tovrstnih virov je res mnogo. Ne? Tudi njegovi neposredni zapisi njegovih sovražnikov, ne? In zelo zanimiva historiografska strategija, ki je bila že videna prej, ampak je zelo prisotna tudi v tem delu, je to njegovo iskanje pravih informacij s pomočjo dobre besede, ki so mu namenili v bistvu njegovi nasprotniki. Ne? Se pravi, če so njegovi nasprotniki trdili, da ni tako kot prej, ne? Da je bil karizmatičen ali pa da je to ali ono znal, to gotovo verjetno bolj drži, kot da bi to trdili njegovi privrženci, tisti najbolj fanatični, ne? Ko so zadeve šle že izpod nadzora. Ampak ne glede na to raziskavo in torej zgodovinsko natančno napisano delo, lahko spet poudarjava, da se bere na nek način kot roman. Absolutno. Ja. Tudi opombe, če so vedno na koncu knjige ne motijo branja in tako naprej. Ne. Se pa sprehodimo čez celotno zgodovino v knjigi, pa me zanima, glede na to, da je bil Rasputin tako razvpit, tudi kasneje, še danes se ga proizvaja v pop kulturi, v hollywoodskih filmih in tako. Ampak me zanima, a menite, da če ne bi bilo Rasputina, bi cesarska družina Rusije obdržala, bi preživela revolucijo, bi se morda ustanovila nekakšna monarhija republiška, tako kot v Angliji, da je bil Rasputin eden izmed ključnih razlogov za tisto kapljo čez rob? Ja, kaj če... Zgodovina je vedno na trhlih temeljih, ampak gotovo so to verjeli številni njegovi nasprotniki, ne? Zato so pa tudi načrtovali njegov umor, ne? Da škodi, se pravi, državi Rusiji, kot tudi v bistvu ne samo nasprotniki carja, ampak tudi njegovi podporniki. Ne? In s tem, ko so to verjeli njegovi podporniki, se je nekako car še bolj postavil na stran Rasputina, ne? In krog je bil nekako sklenjen, ne? V bistvu je s tem še bolj spodbudil te govorice. Ponudi pa avtor eno drugo interpretacijo, ne? Se pravi, ja, lahko sedaj debatiramo o tem, kaj bi bilo, če Rasputina ne bi bilo, ne? Da mogoče ne bi prišlo do vojne, do revolucije in tako naprej, kar gotovo ne drži, ne? Zato ker Rusija je imela že pred nastopom samega zadnjega carja številne težave, ne? Že pred prvo revolucijo, že pred rusko-japonsko vojno in potem prvo revolucijo leta 1905, ki je zadeve še poslabšala, oziroma vmes je prišlo do demokratizacije, ampak potem spet do poslabšanja, potem imamo seveda tu prvo svetovno vojno in revolucijo, ne? Po drugi strani pa ponudi avtor, torej tako kot sem rekla, eno zanimivo izhodišče, in sicer, da je bil Rasputin proti temu, da bi car šel v vojno v tistem ključnem poletju 1914. In tu nekateri zgodovinarji stojijo na stališče, da so tedaj evropske države oziroma evropski državniki odšli kot mesečniki, ne, v ta svetovni konflikt, svetovno morijo, skoraj da, ne bomo rekli nezavedno, ampak brez tako odločne intencije, ne. In tu se lahko sprašujemo, bi bil lahko Rasputin pravzaprav tisti, ki bi vojno preprečil, a ne, če bi ga car v tistem ključnem trenutku pa vendarle poslušal, ampak to so zelo drzne teze. Kaj bi bilo, če bi, je to pravzaprav. Ja, drži. Ja. Zagotovo je pa Rasputin, ne, čeprav imamo zdaj res monografijo, ki predela skoraj vse mite in zgodbe o njem, ne, oseba, ki si jo bomo še vedno odkrivali, uganka. Ja. Bi bilo pa verjetno zanimivo videti, kakšen pogled je imel. Kaj je bilo tako magičnega v njegovem pogledu? Ja, gotovo je pač eden od vidikov, ki so prispevali in k temu da, ne, ker rekla sva, da avtor ne ponudi odgovora, zakaj ta njegov misticizem, ampak
Del odgovora je gotovo ta njegova, tako kot sem rekla, pristnost, a ne, da je izhajajo z nekega sibirskega kmečkega okolja in je še vedno se vedel. Ne? On je še vedno igral, kljub temu, da je pristal na dvoru sredi plemstva in tako naprej, še vedno igral to vlogo sibirskega kmeta in se tako vedel in se tako do določene mere tudi, to nisem prepričana, oblačil. Po drugi strani pa je gotovo tudi, ali pa vsaj, ne bomo rekli čisto gotovo, ampak recimo 95% gotovo tudi verjel. Se pravi, bil je globoko veren, ker bi težko prepričal toliko ljudi, če ne bi verjel v to svojo zmožnost. Obstaja torej možnost, da je verjel samemu sebi. Da, ja. Ana Crgulj, najlepša hvala. Mislim, da sva povedala več kot dovolj. Ja. Vsega sigurno ne moreva, ker je knjiga obsežna, ampak vseeno vredna branja. Če pa že ne boste brali, pa še naprej poslušajte, glejte Beletrine v živo. Beletrina v živo.